Golf je šport, ki je tako očaral kraljevo družino Karađorđevićev, da so leta 1937 sprožili ureditev prvega golf igrišča na Bledu, kjer so tudi sicer kdaj pa kdaj sneli krone in si odpočili srkajoč blagodejno blejsko klimo. Prav ta isti golf je kriv tudi za to, da se je ob igrišču zgradila prestižna vila, ki so jo poimenovali Kraljeva hiša in ki je bila pred kratkim celovito prenovljena. Kraljeva hiša se nahaja na največjem in najstarejšem golf igrišču v Sloveniji, ki je še danes med najbolj priljubljenimi v Evropi. Pred več kot 80 leti ga je zgradila takratna kraljeva družina Karađorđević. Leto kasneje je po načrtih arhitekta Franca Kugliča ob igrišču zgrajena centralna vila oziroma klubska hiša. Zasnovana je kot velik in razkošen kmečki dvor v tipičnem gorenjskem stilu, ki so ga poimenovali kar Kraljeva hiša. Po takratnem blišču, ki ni trajal dolgo, je imel objekt leta in leta spremenjen namen in videz. Vse do 3 let nazaj, ko je objekt po temeljni prenovi spet dobil svoj sofisticirani videz. In v kakšnem stanju je bila ta zgradba, torej leta 2016, ko se je začela najnovejša prenova? Ja, hiša je bila dejansko nujno potrebna prenove, bila je izjemno dotrajana, energetsko neučinkovita, tako da je samo klicala po prenovi. Kakšna pa je bila usoda tega objekta po drugi svetovni vojni? Ja, po drugi svetovni vojni je dejansko v tem objektu 13 družin dobil streho nad glavo, vse do leta 1972, ko je ponovno oživelo golfsko in klubsko življenje. Sama hiša je v letih 1980–1981 bila dograjena, posodobljena, vse do naše temeljite prenove 2016 je ostala v takih gabaritih. Ampak pri obnovi, kaj so bile glavne smernice? Kaj je bilo treba obdržati, kaj pa spremeniti? Glavne smernice so bile objekt obdržati nazaj k njeni osnovni izvirnosti zgradbe iz leta 1938. Veliko manevrskega prostora ni bilo, ker objekt je pod spomeniškim varstvom. Njena posebnost so bile freske, štukature priznanih slovenskih slikarjev in kiparjev in ena nenavadnih in posebnih fresk so plešoči angelčki, ki vihtijo, tako, ja, ki vihtijo palice golf in je delo akademskega slikarja Gabriele Stupica. In ta je prav iz leta 1938, ne? Ohranjena. Ohranjena. Greva še malo po celotnem objektu, kako se nizajo posamezni prostori? Prostori so pač prilagojeni uporabniku, to so igralci golfa. Mi smo v bistvu program v objektu na nek način razvili tako, da se pravi vse izstopne plaze vstopi v spodnje pritličje, ker dejansko to ni klet, ampak je spodnje pritličje, ker se odpira na en nivo. Tam so prostori recepcije, pro-shopa in se nadaljujejo na severno dozidavo, ki je pod zemljo, tam so garderobe moške in ženske. V obstoječem objektu v spodnjem delu je tudi kuhinja, v prizidku pod zahodnim paviljonom so pa tehnični prostori objekta. Potem se v bistvu dvignemo v pritličje, kjer je še vedno javni prostor. To pritličje tvorijo v bistvu 4 ambienti. To so vstopni del s fojejem, kjer je razstavljena zgodovina oziroma je tak manjši muzej kraljeve hiše in igrišča. Potem je območje bara, ki je povezan z odprto kuhinjo. In pa v bistvu ta ambient loungea, ki je povezan z dozidanim steklenim paviljonom, kjer je prostor za restauracijo. Osrednja točka tega prostora je dejansko kamin, ki je dvostransko orientiran in hkrati v bistvu povezuje prostor loungea s prostorom bara, hkrati pa na nek način ločuje. Zgoraj je v mansardi oziroma v prvem nadstropju in v mansardi je urejenih 10 hotelskih sob. Sobe so dejansko narejene tako, da ima vsaka malo drugačen motiv. Ena je recimo soba s trofejami, ena je soba s kaminom, potem so sobe za gospodarico, gospodarja, cvetlična soba. Kar sobe povezuje, so na nek način obloge, potem tradicionalni motivi, te mizarske opreme.
Slog interjerja naj bi bil razkošen, a hkrati sprejemajoč in dostopen. Nekaj kosov pohištva je sodobnih in izdelanih po meri, spet drugi pa so izbrane starine. Kraljeva hiša kot zelo razgiban prostor gostom ponuja množico interjerjev, ki jih je prebudila prav prenova. Vseeno je treba posebej izpostaviti eleganten zastekljen paviljon, kjer se nahaja restavracija. Tukaj se gostom pogled nemoteno ustavi na zeleni okolici, prežeti z mirom, obenem pa ponuja tudi spektakularne razglede na najvišje slovenske vrhove, kot tudi na Blejski grad. Spomeniška zaščita je torej narekovala velikost oken, niste jih smeli povečevati, kar pomeni, da ste morali najti neke druge vire, kako prijetno osvetliti tale ambient. Osvetlitev je nastala kot posledica tega koncepta stropa. S prenovo smo pač odkrili te betonske kasetirane stropove, tako da vsak ambient, ki je sam zase pač jasno prepoznaven, je tudi z osvetlitvijo pač dobil nek dodaten karakter in dodatno vrednost. Kako ste svetlobo razporejali tukaj po Kraljevi hiši? Lotili ste se vsakega prostora posebej? Ja, seveda, v bistvu dejansko ne obstaja nek splošen tip razsvetljave, ker sam objekt Kraljeva hiša ima več namenov v resnici. Če štartova spodaj v pritličju, pride v pro-shop. Se pravi, potrebno je pač osvetliti prodajne produkte. Če greva potem naprej po prostorih, je pa svetloba zelo prilagojena ambientu dejansko. Prostori niso presvetljeni. Moto je prej manj je več kot pa več. Tako so recimo na stopnišču, ki iz spodnje etaže pelje v pritličje, osvetlili samo hojnice. Torej, svetlobe je lahko tudi preveč. Nažalost, v marsikaterem objektu v bistvu je svetlobe definitivno preveč, ker svetloba pač dejansko ravno postavlja tam, ker je potrebna. Zakaj pač imeti prostor, kot je jedilna miza, osvetljen pač kot je osvetljen pač hodnik. Hodnik je prehoden prostor, potrebuješ pač malo svetlobe. Aleš, a se vam zdi, da se dovolj zavedamo pomena svetlobe v notranjih prostorih? Danes gremo svetlobo. Se pravi, svetloba podrejena ambientu, ni pomembna svetilka, ampak svetloba. Kako je pa s toni, z barvami, z različnimi oblikami svetlobe? Kam kaj paše? Dejansko, če govorimo pač o objektu, kot je Kraljeva hiša, je definitivno potrebna topla barva svetlobe. Problem, ki je nastal pač v glavah ljudi, je za prihodom LED svetil dejansko. Včasih je nekdo kupil 100-vatno žarnico in je to pač z LED svetili pač je stvar postala bistveno bolj zahtevna, recimo temu, pač izbrati pravilni izvor svetlobe, pravo barvo svetlobe in na pravem mestu. Moj nasvet ljudem je pač, ne se s tem ne ukvarjajo sami. Zato so arhitekti, zato pač so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ker pač vidijo celo sliko. A je potem sploh upravičeno govoriti o trendih, o oblikah svetil, ki zaznamujejo prostor? Če pa vseeno svetloba bolj važna? Resnica, pomembna svetloba, ne svetilka. Trend pri svetlavi je, da so svetila skrita. Svetlobe, kot so indirektne, podsvetila. Ponavadi pač v prostoru uporabiš mogoče en močen kos, recimo temu, in vse ostalo podrediš temu. Tako da dejstvo je, pomembna svetloba, ne svetilo. Če stvar ponastavim, trend in pomembno je kreirati svetlobo, ne prodajati svetilke. Kraljeva hiša je tako po prenovi v dobesednem in prenesenem pomenu dobila svojo svetlobo. In lahko brez pretiravanja rečemo, da v celoti opraviči svoj slogan Nebesa na zemlji ter gostom omogoči, da se počutijo kraljevsko.